Ja, se spomnim, ja. To je bilo leta 2004. Jaz sem že kot srednješolc veliko časa preživel v tujini. Čez poletja sem delal po raznih podjetjih, bil na poletnih praksah, na univerzah in tako naprej. Tako da takrat izčas diploma je postalo nekako naravno, da bi se pač probal prijaviti na doktorat v tujino. Takrat je bilo to zelo nekaj novega, se pravi, ni bilo niti informacij, nobenega za vprašati. In sem bil zelo vesel, ker sem dobil povabilo, pač, da grem na Univerzo Carnegie Mellon. Potem sem šel na ogled tja, prišel domov, povedal pol tudi mami in njen komentar je bil zanimiv, je pač rekla, no, zdaj pa greš. Ampak se zmeri vračam, tako da je vse v redu. En velik zaznamovalec je bil gospod Pečovnik, mentor računalniškega krožka v osnovni šoli. Potem čez gimnazijo pa fakulteto sem gor zrastel na Inštitutu Jožef Stefan na odseku za umetno inteligenco pri Marku Grobalniku in tudi skozi njegovo skupino se je potem odprla počas pot v tujino in, kako bi rekel, z vsakim malim korakom je sledil nekak večji korak, ali z vsako stopnico je sledila naslednja, ki je bila malo višja. In se pravi, na vseh teh obiskih tujine se nekako vsako leto nekaj novega naučiš, spoznaš nove ljudi, nove načine razmišljanja in s tem tudi nekako pridobiš reference, da si nekako pripravljen za naslednji korak. Zdaj, prvič sem šel v Združene države Amerike, mislim, da kot srednješolc, čez računalniško tekmovanje v Sloveniji. France Rode, velik Slovenec, me je počakal na letališču, skoraj sva se zgubila, zgrešila, ker se nisva poznala, niti nisva vedela slike drugega, ampak to je bil nekako moja prva stvar. In seveda potem kot na doktorskem študiju isto mentorji, ki te usmerjajo, ki te pač naučijo ta pravega načina razmišljanja. Saj to je tista glavna stvar, se mi zdi, da mentor ti da nek način, kako priti nekam, kjer je ogromno enega nereda in ene zmede in potem kot znanstvenik prideš in je vse lepo čisto in pospravljeno in vse na svojem mestu. Mislim, da nisem kakšen poseben vzornik oziroma o tem ne razmišljam kaj dosti. Jaz se mi zdi, da hočem dobro, pošteno, iskreno delati tiste stvari, se pravi, to znanstvene probleme reševati, iskati dobre, zanimive znanstvene probleme, vzgajati naslednjo generacijo znanstvenikov, jih podpirati, in jim dajati priložnosti, da se izkažejo in na ta način, kako bi rekel, njihov uspeh je moj uspeh. Tako da se zelo vidim kot enega mentorja in spodbujevalca in nekoga, ki lahko mlade, kako bi rekel, nauči, kako razmišljati na nek svoj način, ki je pa zdaj vsakemu malo drugačen. In včasih se počutim kot en tak trener, kjer dobiš mladega, sposobnega študenta ali pa študentko in potem vsak je malo drugačen, vsak ima ene druge mišice razvite in skoraj skušaš najti najboljšo disciplino in najboljši trening, da tisti mladi nekako skušaš mu pomagati, da se razvije. Jaz mislim, da Slovenci, jaz mislim, da smo pridni, marljivi, zelo, kako bi rekel, brihtni, se pravi, poleg tega, da smo učljivi, smo tudi razmišljujoči, imamo dosti ene zdrave pameti, neke take obrtniške inteligence, ali kako bi temu rekel, in to se mi zdi, da je zelo pomembno, da gremo skozi življenje, da smo nepopustljivi. Mislim, da tudi, zelo lepo se mogoče tukaj tudi kaže naša uspešnost v smislu športnikov, kjer se tudi kaže neka vztrajnost. V športu je mogoče ta uspeh lažje meriti, ker je zmeri zmagovalec, ampak se mi zdi, da tudi na drugih področjih smo prav tako uspešni. Smo ustanovili Ameriško-slovensko izobraževalno fundacijo, ki se trudi mladim Slovencem dajati priložnost, da gredo v tujino, se novih stvari naučijo, da tam spoznajo nek nov krog ljudi, spoznajo slovensko skupnost, recimo v Združenih državah in se navežejo na slovenske profesorje, ki se tam, s tem slovenski profesorji dobijo nekako povezavo spet do profesorjev univerz v Sloveniji. Na ta način nekako skušamo delati pretok tega znanja. Zdaj, zakaj delamo te stvari? Jaz bi rekel, da te stvari so modelirane zelo po tem, kako
tako je bil moj prvi obisk v Združenih državah, kjer kot mlad srednješolc, na državnem tekmovanju iz računalništva mi je uspelo biti kar dober in na ta način so nas potem poslali za 2 meseca v Silicijevo dolino delati. In taka izkušnja 2 meseca te popolnoma prerodi in recimo iz tiste generacije 4-5 let, ko se je to delalo, je imel to ogromen pozitiven vpliv na Slovenijo. Se pravi, tukaj nisem tudi jaz, ampak so vsi ostali, ki jih je ta izkušnja prerodila. In jaz bi zdaj nekako rad drugim dajal isto, nekako vrnil to pozitivno izkušnjo nazaj in dajal drugim študentom, študentkam priložnost, da se nekako grejo v tujino, se odprejo, se razvijajo, se prerodijo in potem nekaj prinesejo domov. Ta čustva so pa zelo pozitivna, pa zelo taka vesela, tako da mislim, da jih ni treba strukturirati. Jaz se, kako bi rekel, zelo rad vračam v Slovenijo, zelo se trudim imeti stik s Slovenijo, se trudim povezovati s Slovenijo in nekako tudi odpirati vrata, kjerkoli se le da, da se daje priložnosti mladim Slovencem, da gredo, se razvijajo, se vrnejo in da na ta način Slovenija lepo diha. Pogrešam razgled. Jaz sem doma iz Šentjošta, iz Hribov in imamo čudovit razgled nad Ljubljansko kotlino, tja do Snežnika se vidi, pa na drugo stran do Triglava, tako da to res pogrešam. Pogrešam ljudi, prijatelje, družino. To sta mogoče 2 stvari.